Spoštovana gosta, dober večer. Dober večer. Dobro večer. Gospod Mesec, začnemo pri vas. Glasovali ste proti resoluciji. Menite, da ste si s tem oprali roke na področju oboroževanja? Moj pogled na to je, da smo v bistvu v pogajanjih, kako bo Evropa izgledala v naslednjih letih ali pa v prihodnosti. Stališče Evropske komisije, vrha NATO in ostalih je, da naj bi dali ne samo 2 oziroma 3 odstotka, ampak kar 5 odstotkov za obrambo, od tega se govori 3,5 odstotka BDP za čisto orožje. Zdaj, naše stališče levice in evropske levice, ki se po celi Evropi upira temu kot edina politična sila, je, da je to povsem nesprejemljivo. In naš glas proti je treba razumeti kot signal, da ne bomo popuščali kar v nedogled, da ima vse svoje meje. Zdaj, resolucija, ki je danes na mizi, je mešan koncept. Tukaj noter imamo, kot ste v prispevku povedali, veliko dvojne rabe. Imamo investicije v bolnice, v infrastrukturo in tako naprej, kar je seveda za nas sprejemljivo. A po drugi strani to, da se govori o povečevanju še na 3,5 in 5 odstotkov, to je pa na celi črti nesprejemljivo. In še ena stvar, ki je nesprejemljiva, je, da bi sploh razmišljali o tem, da bi vojaški izdatki začeli krniti socialno državo. Tukaj so za nas rdeče črte. Predsednik SD je govoril o poceni političnih točkah. Ste si prebrali resolucijo od začetka do konca ali ste samo glasovali proti? Ne, sem prebral resolucijo, zato tudi omenjam te dele, ki se mi zdijo, da jih je treba tudi pohvaliti. Se pravi, širjenje koncepta obrambe se mi zdi pravilen pristop, ker tukaj, če se pogovarjamo o ogroženosti Evrope, si treba mogoče začeti z vprašanjem, kaj nas ogroža. In potem bomo lahko izdelovali odgovore na to, kaj točno rabimo. Ker govorjenje kar na pamet, da rabimo, ne vem, kot je prej gospod Grošelj rekel, še 30.000 nabornikov naj bi bilo premalo. Zakaj točno? Pred kom naj bi zbranili ti naborniki in česa nas je strah? Jaz verjamem v kolektivno obrambo. Jaz verjamem v to, da če bomo v Evropi znali držati skupaj, vojne nevarnosti pri nas ne sme biti. Ampak zato pa rabimo druga sredstva, predvsem diplomacijo in zdrav razum. Gospod Savec, kdo nas torej ogroža, koga nas mora biti strah? Jaz moram reči, da je med koalicijskimi strankami in tudi med vsemi slovenskimi političnimi strankami je več skupnih stvari kot pa razlik. Vsi si želimo mir, varnost, odpornost. Nekoliko se razlikujemo v poteh, kako do tega cilja prideti. Jaz delim razmislek spoštovanih kolegov in sodelavcev iz Levice, če bi bil v svetu prevladujoč moment odločanja na demokratičen, dialoški, sporazumen, mirovniški način, ki si ga vsi želimo, bi bili neskončno zadovoljni in veseli. Tako pa ta trenutek so razmere v svetu res zaskrbljujoče, odločata surova moč tudi odvračanja in pa žal vse prevečkrat tudi finančni in pa denarni interesi. In Slovenija je varna država in bo na vse te izzive pripravljena. Na nje odgovarjamo z resolucijo, za katero sem prepričan, da bo na odboru in v državnem zboru dobila podporo. Kje bo Slovenija črpala finančne vire za vse to oboroževanje? Slovenija je finančno stabilna in pa uspešna država. Številni rezultati so pozitivni. Sredstva bomo zagotovili nekaj tudi iz zadolževanja, če bo potrebno nekaj iz evropskih virov. Nenazadnje je že dolgo znano, da seveda Evropska unija namenja za ta projekt povezovanja, združevanja, krepitve varnosti in odpornosti več kot 800 milijard evrov, od tega preko posebnega mehanizma tudi 150 milijard ugodnih kreditov. In pa seveda ena od možnosti, o kateri se veliko govori, ni pa še določena, je tudi odstop od fiskalnih pravil za primere izključno in samo obrambe. Zakaj to ni recimo zapisano v resoluciji? Resolucija se s temi stvarmi ne ukvarja. Je strateški dokument, ki opredeli, kaj bomo mi... So finančni viri. Piše, da je treba za izpolnitev zakonskih nalog zagotoviti še hitrejše in realno dosegljivo vsakoletno povečevanje obrambnih izdatkov. Lahko bi bila 1 ali 3 podalineje, kjer bi
jasno zapisali, od kje bodo prišla ta sredstva. Ampak o tem govorimo, poročamo in smo se pripravljeni še dogovarjati in pogovarjati. Stvari so jasne, tudi jaz pa z tega mesta, tako kot vse koalicijske stranke, zagotavljam, da zagotovo sistemi socialne varnosti, zdravja, izobraževanja zaradi krepitve naše odpornosti ne bodo trpeli. Gospod Mesec, imate zagotovilo, obljubo, da ta sredstva ne bodo šla na račun sociale, česa drugega? Da, to zagotovilo smo dobili tako od obrambnega ministra kot tudi od predsednika vlade in računamo, da bo spoštovano pri pripravi proračunov za naslednja leta. Kar bi jaz želel povedati tukaj je, ko sem bil prvič v Združenih narodih, je tam ena stena, kjer je pomenljiva grafika. Na levi strani je en tak ogromen krog in na njem je digitalna številka, ki vsako sekundo utripne. In ta ogromen krog simbolizira, koliko sredstev svet, države sveta vložijo v orožje in oboroževalno industrijo. Na drugi strani je pa en tak majhen krogec, ki pa kaže, koliko denarja vložimo v mir in v inštitucije, kot so Združeni narodi, ki ne bi za mir v svetu skrbele. Ta krog je pa ena pika glede na tisto, kar vložimo v orožje in ta krog stagnira. Moje mnenje je, če hočemo imeti mir v svetu, bomo morali tisti krog, ki kaže, koliko sredstev vlagamo v mir, začeti povečevati, ker zaradi tega orožja, oboroževalne tekme poznamo že stoletje in več. Svet ni nič bolj varen, kot je bil pred 10, 20, 50, 100 leti. Če je bolj varen, je zaradi tega, ker smo vmes zgradili svetovne inštitucije, ki so namenjene miroljubnemu reševanju sporov. In tja moramo vlagati svoje sile in jaz si predstavljam Evropo v prihodnje, zdaj, ko se globalni boj med Ameriko in Kitajsko odpira, ne kot naslednjo do zob oboroženo inačico ZDA, ampak kot diplomatsko silo, ki bo z dialogom med različnimi sprtimi deli sveta skrbela za to, da ne bo prihajalo do vojne. Gospod Savic. No, na primeru Ukrajine vidimo, kaj odloča groba sila in pa moč. K tej zgodbi bi dodal, želim si takih ciljev, kot jih je ministerski kolega povedal, da smo vsi zavezani miru, miroljubnosti. Na drugi strani je pa treba jasno povedati, da če ni miru, če ni odvračanja, če ni odpornosti, potem so v najmirnih časih največja žrtev prav socialna država, šolstvo, zdravstvo in še kaj. In zato si želimo dobre pripravljenost, učinkovite obrambe in to je tisto, kar šteje. Predvsem je pa najmočnejše orožje vsakega naroda je enotnost, ko pride do nepredvidenih dogodkov. Ni problem, če v resoluciji ostajamo zavezani obljubam, programom. Problem je, da imamo vsi v srcu mir in Slovenijo. Ampak vtis pri tej debati je, vsaj kar se tiče koalicijskih partnerjev, da dve manjši partnerici pravzaprav na nek način tekmujeta, katera je bolj leva pri tej temi, druga največja pa govori o dvojni rabi in na ta način miri ljudi. Inštitut Mediana je za nas izmeril utrip, nekaj smo že videli v prispevku, torej na vprašanje, ali se strinjate ali ne z dvigom obrambnih izdatkov na 2% BDP do konca letošnjega leta, je dobrih 52% odgovorilo, da ne, in potem še na vprašanje, ali se strinjate ali ne z dvigom obrambnih izdatkov na 3% BDP-ja do leta 2030, skoraj 60% ne. Kako boste ljudi prepričali, da je smotrno vlaganje v obrambo na nekih torej jasnih stališčih, ne zgolj s pozicijo, torej nismo glasovali za, bili smo proti, resolucija bo potrjena, vlagalo se bo v obrambo in tako naprej, gospod Sajovic. Slovenci smo se leta 2004 odločili za zavezništvo, za skupno obrambo, za varnost. Omenil ste anketo, mogoče bi lahko vzporedno predstavili tudi anketo Valicona,
ki je bila narejena na še enkrat večjem številu ljudi 3 tedne nazaj, tam so pa rezultati Naša je bolj aktualna. diametralno nasprotni in počasi bom začel verjeti, da kdaj ankete uporabljamo za oblikovanje javnega mnenja, ne pa za merjenje. Ampak kakorkoli prav je, da se ljudje izjasnijo, dragocena so vsa mnenja in jaz sem prepričan in osebno se bom zavzel in trudil, da jih združimo v celoto, ki bo v dobro varne Slovenije. Ne dvomite v to, da boste prepričali ljudi, da je smotrno v teh časih toliko sredstev namenjati za obrambo. Kadar so bile v zgodovini tega naroda viharji, smo zmeraj znali stopiti skupaj, se odločiti za tisto, kar je potrebno in pa prav. Biti moramo odlično pripravljeni in si želeti, da seveda teh sredstev ne bi nikdar in nikoli uporabili. Dobro, samo še to, gospod Mesec. Slovenci po nekih uradnih podatkih smo pravzaprav v vrhu, vsaj v prvi tretjini držav po številu orožij na število prebivalcev. Je Slovenija že dovolj oborožena za nek večji odpor oziroma napad? Moje trdno stališče je, da moramo narediti vse, da do spopada na naših tleh nikoli več ne pride. Ampak zato pa rabimo druge stvari kot orožje. Zato rabimo evropsko enotnost, zato rabimo inštitucije, okrepiti inštitucije, ki so v svetu bile postavljene pred desetletji zato, da skrbijo za mir. In zato rabimo veliko diplomacije, da vročeglavce spravimo k pameti. Dobro. Povem samo še, kjer prebivalci najdejo podatek glede oborožitve. To je anketa Small Arms Survey. Hvala lepa, da sta bila nocoj naša gosta. Hvala lepa. Hvala.